To je bila moja najboljša odločitev v življenju. To je rakavo, sem dobil ta klic in sem mi rekel, oba planila v jok. Tudi vprašal sem se, zakaj jaz ne. Pa sem si rekel, ja mislim, nekdo pa mora biti, a bo pa nekdo drug ne. In pa sem rekel, sam kirurgom sem tako namignil. Veste, kjera noga? Ko sem zgubil nogo, sem rekel, jaz bom fuzbol špilal in to me ne bo noben ostal. Si imel kdaj misli, bom umrl dejansko? Pa da si pri sebi, da imaš voljo, ne toliko motivacijo, da imaš voljo, da to grizeš, ne. To je ful pomembno. Brez tega praktično ti je težko, da ne pridejo, ne vem, obiskovalci, ki ti pridejo v sobo, da ne pridejo z žalostnim obrazom, da pridejo z naspehom. V bistvu sedeče odbojke me nekako postavlja tako na noge, fizično. Daj pa rečem, kdaj se mi pa kine dane, pa rečem, daj 5 tito iskati. Ne dam, daj no, jaz nimam noge. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. To je, veš, na začetku, ko sem začel snemati prvih 10 epizod, nisem razumel, zakaj naredijo to. Nisi pa vprašal. Nisem pa vprašal, ne vem, kaj je bilo en trenutek. V bistvu je ena gostja je to vprašala, takrat enega in takrat mi je logično. Ne? A še jaz veš, študiral sem audio video, ne? Pa bi mogel razumeti, tako da daleč od tega. Zmeri so take manjši detalji, ki v bistvu ne veš, kaj so, pa se ne upaš vprašati, ker misliš, da boš izpadel bedake. Točno to je. Ti jaz v svojem fuhu, v elektro. Ti si od nekdaj v elektro in to... Z zibelkom je bilo podano. Wow, dobro. Ok, Tomi Jakša? Tomi ali Tomaž? Ne, Tomi. Tomi od nekdaj. To tudi v osebni piše. Tudi v osebni. So ti kdaj povedali, zakaj to ime? Zato, ker je kratko. Okay. Moji prejšnji brati so imeli neke dolge imena, ne? In ko so bili poredni, se je mami mogla dreti. Dolgo imene. So pa rekli, dajmo pa. Se mi zdi tako, no, tako imam prepričanje. So pa pri zadnjem rekli, dajmo malo krajše ime. Dobro. Koliko imaš bratov pa sester? Jaz sem 6. po vrsti. Imam 2 brata, enega pol brata, eno pol sestro, pa sestro. Ok. Mislim, da sem jih naštel 5. To zdaj razumem. Ne, si. Ja. Ok, to je velika družina. Ja, je. In je tudi zabavno, no. Ja? Strani, ja. Kako se ti kaj bi rekel, da recimo se tebi najbolj pozna od tega, da si najmlajši v tej vrsti? Najmlajši? Ko bi rekli, da je najmlajši ponovadi crklan. Vse sem bil, ne? Ampak tudi veliko sem se naučil zmeraj od napak svojih bratov pa sester. Ne? To je bilo po mojem največje. Nisem rabo čez toliko izkušenj, ker sem videl, to pa se narobe, ne? Že v otroštvu. In sem bil manjkrat kregen, kot so bili tudi bolj miren otrok. Ne? To opazujem zdaj mojega mlajšega, kako dejansko opazuje, kaj bi se delal za starejšim, ker čist druga faza razvoja, starejši je zdaj v neki fazi, ko se pač mora kregati z nami. Ne? Ja. In gledam, kako to Mario opazuje in je pač bolj previden do določenih stvari. Ne? To je v bistvu lastnost mlajših. Ne? Zdaj pa sam na nas, a bomo to izkoristili v svoj brit, ali pa ne? Jaz sem bil tudi, če pogledamo v svoji družini, smo 2 pol sestri, ful starejši, tako 12 pa 17 let starejši, ne, 12 pa 19. In ja, tudi sem opazoval in gledal pač, kako ne delati neumnosti, ki se jih ne dve delati. No, ena zbežala od doma, tudi v takšne stvari. Aha, ok. Ampak tako, zbežala od doma in pristala kje že takrat v Mehiki. Potem živela v Mehiki 3 leta. V Mehiki? Ja, tako, vmes v Madridu živela, ful let v Milanu,
svetski človek. Tako da, ja. Okay. Po katerih letih? Čakaj, veš kaj, zdaj moram seštevati, se pravi... Nad 18, pod 18. Ne, nad 18, A ja, nad 18, okay. Ampak vseeno, po mojem, tam tvojih let, da je bila, ko je to naredila. Tako da, če imaš kakšno idejo, zdaj je now it's the time. No, če prv 26 pobegneš od doma, to ni lih pobeg od doma, ne? To je že bolj tisto, da se preseliš. Saj zdi se mi. Ali je v teh cajtih zdaj tako, še vedno to, da se tale meja, ko gremo od doma, premika, jaz ne vem. Ne vem točno, kaj ti reči, ker takrat sem bil jaz premajhen, da bi sploh razumel. Zame je pač ona, danes je bila, jutri ni bilo, ker je bila v tujini, to je to, ne? Tako da, to je bila moja informacija kot otrok, ker sem moj imel 4-5 let takrat. Ja, danes pa. Zdaj še odkrivam, v bistvu, kaj se je dogajalo. Kaj so v bistvu močali starši. Ja, nekaj težav imam, ker obe polsestri sta pokojni za rakom. Ne? In okay. Ne morem jo vprašati danes. Takrat, ko sta bili živi, nismo imeli takšnih odnosov zaraz. Sta mlajšo, ko je pač prej umrla, smo se ful zbližala nek trenutek. Zelo, mislim, mladostne. Ja, pri 40 obedve. In njuna mama tudi pri 40 let. Tako prav 40 in par tednov. Druge celo prišla na 41 leto, smo že rekli, zdaj si rešena. In pol žal, ni šlo. Ne? Tako da. V bistvu nekako nisi se mogla pozdraviti, nikakor. Debatable, to je zdaj težko reči. Ja, ne, one dve sta probale in klasično medicino in alternativno, tako da. To me zanima, je bilo prepozno ali je tehnologija ni bila, mislim, zdravljenje? Kombinacija vsega, pa jaz bi rekel tudi tukaj ta psihološki del v ozadju, ne. Tako da jaz tukaj še eno verjamem tudi to, da smo bolani zaradi naših misli, pa nekih energetskih stanj, ne. To se mi zdi tudi pri meni, ko sem imel svoje izkušnje, je bilo največ problema v tem, kako se motivirati, pa v bistvu voljo dobiti. Ker še vedno mislim, da je vsaj 60-70% v tebi. V bistvu in te volje, da se ti boriš. Ne? Če boš ti odnehal, to telo vidi, to tudi rak vidi, se tako laično govorim čudno, ampak mislim, da je to veliko. Seveda pa farmacija pa je tle še vedno tisti, ko ti da tvoj, da te oživi. Absolutno. V glavnem, evo, danes smo pogovarjali o tvoji zgodbi, ti se pravi 26 let, si malo prej namignil. Ja, 26, v bistvu zdaj že skoraj 27. Sam si tega ne oglašuješ, ne? Ampak, se pravi, čeprav mlad si doživel eno težko, izredno težko situacijo, mogo si se nečemu odreči, zaradi nečesa drugega. Smo v znamenju novembra, torej raka pri moških, tako da danes bo tematika rak. Ni prvo snemanje danes na tematiko raka, ampak vseeno. Je nekaj, o čemer se mi zdi, da se moramo več pogovarjati na glas, zato da ugotovimo, da ni to toliko tabu tema, zato sem tudi želel, da se o tem pogovarjava. Hkrati pa, da pač ugotovimo tudi, kako to doživljamo dejansko, kako to dajemo čez, pa kako sploh okolica to dojema, kako ne se okolica z nami pogovarja, takšne stvari. Tako da danes bo šla malo v te vode. Ne? Torej, prejem greva medva na to ključno tematiko, bi posebno malo razvedel od tebi kot osebi, od kje ti izviraš, tako da če mi malo pišeš v bistvu, kakšno je tvoje otroštvo najprej. Moje otroštvo? To je tako. Raznoliko otroštvo sem imel. Sploh življenje s tolikimi brati pa sestrami, sestro, ki smo živeli torej sami brati. Živel sem v bistvu z dvema bratoma, pa sestro, pa mami očine. Pa brat pa sestra sta pa živela ločeno, ker sta bila že dosti starejša. In je bilo tako prijetno, na trenutke tudi naporno, ker si bil najmlajši in seveda starejša brata sta kdaj me tukaj nagajala, da pač ni bilo to, ampak s tem sem se tudi nekako lahko nekako v sebe zaprl, pa v bistvu sam sabo ukvarjal. No. Ker sem bil tudi, kakor sem bil najmlajši, sem bil tudi dost mlajši od drugega, torej najmlajšega. Skoraj 7 let razlike je bila med Silvestrom, torej mojim drugim najmlajšim bratom. In že ta razlika je bila kar ne. Oni so bili že skoraj v srednji šoli, ki sem šele v osnovno šolo štartal.
Tako da je bila ta razlika malo, letos sem se veliko mogel sam zamisliti, sam zamotiti. Ne. Očeta ni bilo dosti doma, je skozi firmo in je bil po tujini. Pač ko je bil, se je ukvarjal z njej, ampak ko pa ne, pa smo bili v bistvu jaz, mami, pa otroci. In ja, ni bilo toliko se nisem mogel klopiti z ostalimi brati do pač v te razliki, ne, ko gre do vseh ostalih, ker tudi sestra je recimo bila starejša od mene 10 let. Najstarejši brat, ki si živel še z nami, je 12 let starejši, tako da se pa videlo, oni tri so se lah nekak, ne. Jaz sem pa bil tam, nisem bil malo, kakor s temu samotara, ampak me tudi sploh ni motilo, sem se zamotil sam, sem se igral, Lego kocke so bile najboljša ta moja, da sem se lahko vklopil v tole. Pa je pa že, ker imamo računalniško, elektrotehniško podjetje doma, so pa že računalniki prišli, pa v bistvu to nekako raslo z nami in tudi mi nekako bilo podano v zibelko, ne. Tako da to je nekako to moje otroštvo na kratko, ko bi temu rekli. Okoliš, kjer si odraščal, je? Velike Lašče. Jaz sem bil tu rojen. Že tam starši so v bistvu se preselili 10 let pred mano, torej niso vsi brati bili rojeni. Tako da so malo bili razporejeni malo živeli po celi Sloveniji. No pa oče je kupil hišo 92 leta. Pa v Velikih Laščah. No in tam, zdaj pa born and raised in Velike Lašče. Čeprav sta bila starša Belokranca, ne? Tako da to je bil pol malo ta jezikovni preplet, ker je belokranski jezik je kar tak, ne. In hardcore je. Ja, hardcore. In so nas tudi včasih, ko se ne toliko mene, ker sem že rojen tukaj, pa sem se že tako navadil, da nekaj neutralnega jezika, ne. Niti tega dolenskega, niti belokranskega, da nimam nekakne glasa. Ne. Ampak včasih so jih malo hecali, ne, ker belokranski je bolj južni na glas, dialekt. Je pa malo tako, triki. Okay. Ja. In ti si v otroštvu, kakor sem izopil, furad igral nogomet? Ja. V mestu sem imel kakšne prebliske, kakšen ping-pong, pa take zadeve. Ping-pong, ok. Ja, ampak so že eno leto šah celo. Šah? Ja, tudi eno leto. Imamo neke podobnosti, očitno vidim. Fuzbal, šah, tako da... Tako ampak za šah sem bil preneumen, da bi lahko prosperiral. Za nogomet pa prepamet. Za nogomet pa, ko bi rekel, pa nisem spet bil tako motoričen, da bi lahko spet to na profesionalni ravni. Ok, ampak ti si prav treniral v nekem klubu? Ali? Ja, neko Kočevje. Sem se tudi prej še neko Velike Lašče, tam čist nek klubek majhen, ki bi se tam nogometna šola za osnovno šolo. Ne. To pa sem se že tam 7-8 razred vozil v Kočevje z avtobusom, ampak tisti pa, ko sem prišel v srednjo šolo, nekako nisem imel časa, pa je to pa upadlo. Smo pa bolj z kolegi iz Velikih Lašč, smo pa ustvarili nek svoj primitiven klub in smo igrali v tej vaški ligi. To je bilo pa bolj redno. Ful dobro. Ok, in počasi v srednji šoli, ne? V bistvu konec srednje šole se je pa tebi zgodil ta dogodek. Ja, povej, kaj se je takrat zgodilo. V bistvu to dogodek se ni zgodil, ampak se je kar dogajal, bi rekel. Takrat je bil 3. letnik. Lih sem 18. rojstni dan dosegel. Je bil kar že to, dosegel. Sploh napram moje zgodbe. Takrat je bilo 18, sem star pa že tako. No in se je zgodilo v bistvu rak. To je bilo za 18-letnika kar tako, Ni bilo lih najbolj optimalno, oziroma ne optimalno, grozno. Sploh 18 let star, na začetku svojega življenja. Da se je pa v bistvu to nekako začelo dogajati, ker si rekel dogodek. Je pa, da je do tega prišlo, trajalo pol leta, da se je sploh to ugotovilo, kaj je. Ker
Jaz kot nogometaš sem tudi imel tekme in sem bil golman futsal. In se na eni tekmi sem se poškodoval. Torej, levi gleženj sem dobil udarc, kar močen, ampak na koncu bom prišel do tega, zakaj sem jaz mislil, da je bil močen. Ker moja sama diagnoza pol je bil osteogeni sarkom in to je v bistvu kostni rak in ta rak kost oslabi in v bistvu vsak nek udarc, ki ga dobiš, lahko že takoj napoka to kost. No, to se meni zgodilo. Jaz sem na eni tekmi, v bistvu šolska liga, srednja šolska liga, mislim, da je bilo celo v Pazinu, se spomnim tega udarca, kot danes, od enega nasprotnika. Sem ga dobil direktni mez, tako zapeklo, da je bilo zelo taka čudna bolečina. Sploh nisem vedel, zakaj. Ponovadi je udarc vsak, da te boli in je top in zateče. Tam je pa zapeklo. In sem si, zapeklo, ampak sem si to nekako zapomnil. No in pač meni zatekel gleženj, tudi slikati se je šlo, rentgen, pa se ni nič pokazal, sem, da je malo krušena kost, tako čist mečken, v bistvu malo poškodba kost. No in to je to. In to je v bistvu potem bilo tretirano kot zvin gležnja, to če bi bil udarc. Ja, potem se je pa začelo. Torej, to je bilo januarja, mislim, da je tam okoli 17. januarja 2017. Potem je bilo 2 tedna sem nekim fizioterapiji, po teh fizioterapijah ni bilo nič boljš, pa sem še dodatne fizioterapije. To se je vleklo, te fizioterapije so se vlekle 4 mesece. To v bistvu, 3 mesece do maja, še kar 4 mesece. In ni bilo nič boljše. In sem svojemu osebnemu zdravniku pravil, dajte mi kaj, ortopedu, travmatologa, karkoli. To ni v redu, da po enem udarcu nekaj je zlomljen, ali karkoli. No, pa se bo zacelo. Pač kdaj traja malo dlje. Kdaj traja malo dlje. Prav. Pa vseeno, to je kar rasel. Torej, sama oteklina je rasla. Skozi vroča je bila na otip. Pol se to nekaj smo doma, zakaj se to ne dogaja, to je nemogoče. Dajmo se to, da bi to rešili, da se to pozdravi. Jaz sem šepal, v bistvu, praktično do maja sem šepal. No, pa vseeno smo pač ne znoreli, ampak osebno zdravniku pa to, pa je pa traumatolog nam dal, traumatologa na potenco, in smo tam. No, in ta traumatolog je rekel, pejte to MR narediti, ker to nekaj ni v redu. No in spomnim napotnico pod hitro in zdaj napotnica pod hitro je bila, nekako v Ljubljani 2 meseca začakati. Sem rekel, pa sem kar sam klical po celi Sloveniji, kje najhitrejši bi me vzeli za MR. Če ne bi itak si plačali, pač to je bilo, se rekli starši, da sploh ni problem, ampak če je že možnost. In sem priklical v Mariboru, so me sprejeli v 2 dneh. To je bilo pol super, smo šli tja, smo šli še na izlet in so me poslikali. Pa so me klicali čez 2 dni, nekaj smo se zmotili, kaj, pridite še enkrat se poslikati tam. Kako se nas zmotijo, pa sem bil že tam, nekaj magnet traja skar uro ali pa uro pa pol. In sem šel, pač še enkrat smo šli tja, še enkrat na izlet. Zanimiv izlet, smo šli sam na to hitro gre čez. Pa mi še enkrat slikajo, še enkrat tisto, in pa mi pa rečejo, pač me kličejo, rečejo to pa to izvid, pridite hitro po slike, ker smo nekaj najdli, neko gmoto, ne vemo kaj je, da je pač nek tumor in da je to treba čim prej traumatologu, da pol se to sprocesira. In že tisti je bil, kako pa tumor, Ampak dobro, sej je benigen, sej nič ni, sej ne bo, sej bo vse v redu, smo si rekli. Potem pa traumatolog videl, je rekel tako na punkcijo, torej da vzamejo del te gmote oziroma del tega tumorja, da ga dajo na patološke preiskave.
Pol pa je bilo to se kar hitro sprovedlo. Vse skupaj 1-2 tedna trajalo, da sem prišel pol do tiste diagnoze. No in je ta punkcija, v bistvu bila to sreda, je bila punkcija ali četrtek, v petek so me iz ortopedske glical, ta moj kirurg, ko je pol me tudi operiral, me je klical, Tomi, to je rakavo, to je bil petek popoldne, ker je bilo že toliko nujno, da je me kar poklical, pač ni bilo druge izbire, da sem lahko šel že čez vikend v bolnico. Ne. No, to je rak, osteogeni sarkom, v ponedeljek je že vse pripravljeno, te bojo že čakali na pediatrični kliniki, na 3. nadstropju in tam boš imel preiskave še en teden, pa bojo videli, kaj naprej. To je bilo neka najhujša informacija, ki sem jo lahko takrat dobil. No. Kako si se počutil dejansko ti si trenutek? V bistvu s pa mami sva bila, tako, ker mi dva zdaj sediva, jaz sem dobil ta klic in sem ji rekel, sva oba planila v jok, itak takoj. Pač, kdo si misli, da bo 18-letnik lahko to doživi, ne? Jaz se takrat nisem mogel predstavljati. Meni je bilo samo fuzbal, šola, prijatelji, pač tudi žurke, ne? Zabava. To je to, za 18-letnika. Kdo bi si mislil, da je takega lahko, da se doživiš? Pač, to je bilo nekaj groznega. Pač, pa smo rekli, ok, dajmo zdaj sam zadihati, ne? Tis petek. In cela familija smo šli na morje. Vsi, brat je prišel iz Maribora, v Mariboru že živel, takrat se mi zdi, je prišel, si vzel cel teden dopusta, je bil z mano, ali celo 2 tedna, se ne vem, to je že dolg, ampak ja, vsi smo šli na morje, kam v vikend tam, na Krku, in smo v bistvu rekli, dajmo to zdaj se zabavati, ker pol bo itak, pol bo na polno. Pol pač ne bo. In to smo naredili, čisto vsi smo pozabili na to. In pa je pač nedelja že prišla, ne. Treba domov biti. Se spomnim, ko se mi je začelo to prehajati k meni nazaj. Mislim, kaj se mi bo zgodilo, ne. Tukaj sem se znal razmišljati, kaj to pomeni rak, pa kemoterapija, pa ne vem, pa operacija, pa to. No in na poti nazaj se spomnim, enkrat mi je slabo ratalo, čisto, pa nikoli ne bruham, tako lih pred avtocesto, oče vstavil, sem bruhal ven, ki je bilo prišlo za mano, ne, kako bi temu rekli, iz tistega trenutka. No, to je bilo pol, v bistvu, pol je pa ta ponedeljek nastopil, mislim, da je 26. junij bil. Ko sem pa jaz začel zdravljenje. Pa so pa pač tam sem tisti teden še nisem čisto najbolj zavedel, sem še vedno bil v tem. Pa ko je en teden je bilo teh preiskav, pa celega so me porinili, pa nek radioaktiven jod dali v mene, da so me pregledali vse, da če je slučajno še kje ne. In pa so najdli še na pljučih, se mi je razširilo že takoj na levem pljučnem krilu. To je bilo pol, v bistvu, ker je značilno za osteogeni sarkom, da gre takoj tja. To v bistvu so pač takrat so mi povedali, ne, da pač to pa to je in da je po kemoterapiji bilo 9 ciklov, 9 mesecev približno, give or take, par tednov. Ja, pa je pa v bistvu se začelo to zdravljenje. To je še kar nekako v redu bilo. Prezdravljanje, kemoterapija. Ja, kemoterapija. Ne, se je bilo hudo. Prvo kemoterapijo, ki sem jo dobil po enem tednu, tiste povozi, kad je vlak. 2 cevke, tle so mi dali port, tis venski nek kateter, ko imaš tako bunkico plastično in ti gor presesajo 5 tistih cevkic, po 2 ti teče kemoterapija, po enem ti teče protibolečinske, po enem ti teče aspiranje, ker ta kemoterapija, ki te uničuje, jo moraš hitro sprati iz telesa, ne? Metotrexat je noro strupen za, recimo, za ledvice, jetra,
To so te spirali, dali ste strup, to je, ne, sej, približno si predstavljaš. Grozno. Ja. Sem dejansko v nekem momentu so bile 3 vreče, pa ena taka, ko je kemoterapija, je prav v foliji, tako da zgleda radioaktivno. To jaz dobivam se v telo. Ampak, ne. Sej po 2 mesecih je že zmanjšalo sam tumor in že začela delovati, ne. Da so oni vstavili to. Tako da, v bistvu polje je bilo, to sem nekako si vzel to zakup, da pač moram to iti čez, ne, pač krčenje ne bom mogel več sam sebe, upadal bom v depresijo, ne bo najhujš. To je v bistvu pol kmalu zatem, ko sem jaz to vse zvedel, sem si pač rekel, zdaj se bo treba boriti, zdaj ali nikoli. Pač še pa pri 18, pa pri 18. Tudi vprašal sem se, pač, zakaj jaz ne? Pa sem si rekel, ja mislim, nekdo pa mora biti, a bo pa nekdo drug, ne. Zdaj pač, mogoče pa usoda bila lih tebi, ne, kao meni, da mislim, to premagam. Pa sem rekel, pa temu dokazati, da lahko, ne. Sam sebi, temu si bom to dokazal. No in to sem se pol nekako zmotiviral. Itak družina je bila norosko ob strani. Brez družine, brez mami, ki mi je skozi hamburgerje nosila v bolnico, da sem jaz lahko, ker sem malo gurmana, sem te hamburgerje jedel, ker pač kemoterapija je sam apetit unič. In ješ sam tisto, kar ti paše. En teden sem jedel sam pico z načo sirom gor, stopljenim. Cel teden so mi mogli nositi. Moš malo kemoterapije v načotu. Boh ne daj, ker je kemoterapija bila fluorescentne barve, nisem mogel 2 leti jesti ananasa. Zanimivo. Ja, tako da ja, to je bilo v bistvu ta prvi del. Pa nastopil drugi del. Ok, prej greva še ta drugi del. Sprej, si imel kdaj misli, bom umrl dejansko? Pa se zavedal dejstva, da lahko pa tudi se ne izide? Ja, sem, ampak kakor so mi pač predstavili, sploh moj zdravnik, dr. Ajič, on je mi zmeraj povedal iskreno, brutalno iskreno, ampak mi je tudi povedal, so rešitve za to, pa to, pa to. Če boš se držal tega, bo to šlo čez. Zdaj sam step by step je rekel, pač ne prehitevajmo dogodkov, ne. In tako je tako, pač ne razmišljaj, kaj bo naprej, dajmo zdaj. Pa ne. Tega sem se držal, to je bilo v bistvu najboljši nasvet, ki sem ga dobil. Odkje si pa dobil to, ko si rekel, da ok, dajmo se boriti? Je bilo to v tebi, ti je nekdo pomagal pri tem razmišljanju, si to nekje prebral, odkje je to prišlo? Ne, to je nekako prišlo nekako samo od sebe. No. Dobro je, da imaš neko podporo za sabo, da imaš sploh logistično, sploh čustveno, da ne pridejo, ne vem, obiskovalci, ki ti pridejo v sobo, da ne pridejo z žalostnim obrazom, da pridejo z naspehom. Mi se spomnim mojega brata, ki je prišel in je me nasmejal totalno. Prinesel mi tudi kaj hrane, ne. To je bilo dobrodošlo. Nisem pa maral, če mi je kdo kakšno banano prinesel. Ali pa ne vem, kaj sadje. Tisto se mi manjka. Malo šalimo, zares. Ja, tako no. Vse so bili tudi lušni dogodki, ne. Se ni bilo vse črno-belo, ampak so bili pa momenti, ki pač bi najrešil, da to neha, da to gre čez. Ti si bil skozi te kemoterapije ves čas tam, ali si hodil domov? Je bilo pauza, mislim, da je bilo tako, sicer zdaj ne me za besedo, ampak 2 tedna kemoterapije, pa pol 2 tedna pauze, pa teden kemoterapije. Tako no, se je izmenjevalo. Pol 2 tedna so me v bistvu poslali domov, da se rehabilitiram, da lahko za naslednjo kemoterapijo sem dosti pri sebi. Ne. Ker mi so smeli te leukocite, pa to, da ni kemoterapije preveč me pokopala. Ne. Pa da nisem zbolel, sem skozi mogel biti izoliran, no. Čim manj obiskov, tako, ali pa z maskami, če že. Ne. In je bilo kar treba odrekati. Torej maske še prej so bile in. Ja, takrat je bilo kar, ja.
mask, v bistvu sem se kar že takrat najedel. Kaj si ti mogel doživljati 2020? Živijo. Kaj si takrat vmes počel, bral, poslušal, da si ostal miren? Najhujše je, da preveč razmišljaš. In jaz, da sem se v bistvu, da se nisem sem nekako umaknil v svoj svet, kot sem se včasih olegel kocke. Sem se tokrat pač računalnik. In to je računalnik nekako virtualen svet, perfektno za nekoga, ki se ne more gibati, ki ne more nič delati, ki mu je slabo, se nekako umakneš. Lepo slušalke gor, tudi v bolnici sem imel laptop s sabo in igral igrice. To je to. S prijatelji, ki smo jih že prej igrali skupaj igrice. Tako no. To me je v bistvu takrat celo bi lahko rekel, da tole psiho rešilo. Jaz sem se umaknil v ti svet, zamotilo me je in pač, ko igraš igrice, jih lahko igraš, ko si v onem momentu, jih po 8 ur igraš na dan, 8 ur na dan, da se zamotiš, je pa super. Za nekoga, ki ne more takrat delati, ne more se učiti, ker pač možganja, ti se pa sprostiš. To je bilo v bistvu tudi zdaj, ko pač spet pride v to izkušnjo, pa je mladostnik, kaj rečem, igrice igre. Ne vem, PlayStation, karkoli. Pač to sem... Jaz sem bil pa že prej gamer, poleg športa tudi to, tak sem poseben človek. Vse. Nisi edini. Ja. Okay. Kako je pa okolica sprejela, predvsem prijatelji, šola? Kako se je pa tam dogajalo, ko si to zvedel? Si bil tem sploh šel v šolo ali te nekaj časa ni bilo? Ne, v šolo, takrat itak ne. Sploh nisem smel iti v publiko zaradi... Ne govorim, kar si zvedel, tisti dan, ko si zvedel pa... Aha, ti si bilo v bistvu juni 25, je bilo že konec šole. Aha, ok, v bistvu. Ampak li zaradi tega, ker je bilo toliko teh zdravnikov, pa tega sem takrat fasal popravca, ki sem ga potem naredil z 3 ali 4. Ampak to je samo zaradi tega, pač, ker ni šlo pač čez. Sploh, ker je tisti 2 meseca mi zmagali. Okay. Kako pa so potem zdaj te prijatelji pa vseeno? Ja, prijatelji so, večinoma jih je kar dobro, mislim, ne more kar dobro sprejeti, ampak to, da se niso umaknili, ampak nekateri so se pa. In pol vidiš, se jim nobeno ne zmeri, ker težko je do nekoga pristopiti, ki je v takem, mu želiš dati malo lufta, da pač to družina nekako prevzame. So pa največ sem se itak s temi prijatelji, ko smo se igrali igrice. To so bili najbolj, v bistvu, ti so bili skozi od meni. Virtualno. Se bi lahko tudi, ko se niso hoteli, pa se nismo upali pogledati, pa pokličeš, Ste kaj live streamali takrat? Ne, to nikoli niso... No, ampak če bi lahko, bi še malo uporabljali. Tukaj imamo še bolnika, pa zbiramo sredstva za njega. Mogoče bi dobili dejansko dosti. Ja, sem nisem nikoli niti pomislil na to, ker ne vem. Ni bilo to v moji naravi takrat. Sploh zato, ker sem bil dosti zaprt človek, pa zelo miren in tako šaj. Zdaj sem malo spremenil. Zdaj ne vem, mogoče bo nekdo rekel, da sem se preveč. Je malo drugače. Ampak takrat pa ne vem. Je bilo to lepo sproščeno, brez nekih kamer. Brez tega. Je to mi je pa veliko pomenilo. Ja. Ok, potem se pravi, je potekalo zdravljenje. Kaj je bilo potem naprej? V bistvu, to je bil prvi del, do tega, ta prvi mesec kemoterapije. Pa se pa začelo še ostalo odvijati. In potem je pač te, ko imajo konzultacije, karkoli so, in so na to poklicali še kirurga, ker osteogeni sarkom je značilno, da se ga ne obseva, ampak da se ga prvo zmanjša s kemoterapijo, pa se ga pa še kirurško odstrani. In to pomeni kirurško odstranitev, pomeni nekaj, da moraš ven. To je bilo pa na gležnju, ker je gležen zglob, torej 2 kosti se tam v bistvu prepletata in je to treba bilo nekako rešiti. Zdaj sama kolena se da nam nadomestiti, da pol v bistvu imaš ti gibljivo, imaš umetna kolena, za gležen pa ne.
gležen so mi potem kirurgi prišli do mene, pa so mi rekli, da imamo dve možnosti na izbiro, karkoli se boš odločil, se boš prav odločil, ampak premisli. In prva je bila, katero so tudi kar navijali, da so malo probavali, da bi malo probavali, da je bila rekonstrukcija gležna, da bi oni to nekako z varnim robom to ven vzeli, pa kosti nekaj zrezali, pa mi dali druge kosti not, pa neke kosti iz Amerike so omenili, to je bilo meni ok. Je to dinozaurov ali Ne vem, človeške kosti? še bilo dinozaurov, bilo super. Dinozaur. Jurassic World Part 4. Ja, no, druga opcija je bila pol amputacija, ne. Jaz sem tako vedel, kaj je amputacija. Pač odstranitev dela uda neki, karkoli, lahko je prst, lahko je noga, lahko je roka, ne. Edin še glave, ne, se pogruntali. Ampak ja, sem imel gležen, ne, in to je bilo malo pod kolenom, nekaj 2 centimetrov, bi tam odrezali nogo, pač bi jaz bil brez. Zdaj, v to, da sem se odločil za slednje, ne, za amputacijo, mi je tudi malo tale pomagala tehnologija, oziroma sam, da sem elektrotehnik, ne, da nekako se znajdem z tehnologijo in sem malo še tole prebirati po spletu, kaj ostali lahko delajo brez noge. Ne. In kaj bi bilo, če jaz bi šel na rekonstrukcijo. Pač potem je bil nekako no-brainer, ne, brez tistega, da bi šel v amputacijo. Ker kaj se zgodi, če amputacijo ljubiš sicer ti nogo, ne? Ampak ti lahko nastavke spreminjaš, iz leta v leto gre tehnologija naprej, lahko so bionične, lahko so mehanske, lahko so karbonske. Že takrat sem videl tisto zgodbo, ki smo jo vsi poznali, Oscar Pistorius. Ne? Sicer zdaj je klavrno se zaključila ta zgodba, nekaj v zaporu. Ampak ja, jaz sem tisto videl, da se da, ne? Da pač tudi brez noge, on je celo brez obeh nog. Pa vsi ostali, pač tudi v Sloveniji imamo veliko, ki so uspešni. Recimo Darko Đurić, on je, tudi že takrat sem vedel za njega. Ne. Že to sem videl, se da, ne. No in pa sem poprašal, kako bi pa jaz to z rekonstrukcijo, ne, ker je pa to druga možnost. So rekli, ja, ti mi je fiksen gležen, zabetoniran, lahko bi hodil, imel bi svojo nogo, ampak športov glih ne bi. Ne vem, mogoče kakšne v hribe hodil, pa kolesaro. So rekel, kaj pa, ne, tek, fuzbol, karkoli. So rekli, ja, to pa ne vem, če bi lahko, ker bi imel fiksen zglob, ne. Pa šepal bi, ne, še to bi bilo. Mečkin bi se videlo. So rekel, kaj pač, mislim, tam sem videl pa pol nekoga za isto na internetu, ki pa fuzbol špilo, brez noge, ne. So rekel, ok, vidiš me tukaj na moti, kaj pa če bi to, ne? Sem si kar... To je ful zanimivo, da nekdo reče, jaz sem pripravljen zgubiti nogo, zato da igram nogomet. Mislim, nogomet, to je bilo samo taka, ne? Ampak to je bilo, takrat sem dejansko imel cilj, da spet igram nogomet. Ker sem pač igral skozi nogomet. Čeprav ne profesionalno, sploh ne. Ampak tukaj sem se počutil fajn, ne? Da sem nekako imel to za cilj. In to se je v bistvu tudi zgodilo. Pa sem bil že dosti star, da se sam odločim. Starši so bili prvo proti, ampak pol so nekako videli, da je to najboljš, ker kaj se zgodi, ko ti daš nogo stran, daš ta srž oziroma to jedro raka, odrežeš stran. Za rekonstrukcijo pa to je tako, ne. Je verjetno možnost, da se nadaljuje. Pri amputaciji je tudi en rez, ne, ena rana, že ta se mi je zelo dolgo celila. Pri rekonstrukciji bi imela noga, posod, neke rane bi bilo, ker bi bilo operacija dolga in kompleksna. Kemoterapija, to je bilo pa 1 mesec po prvem ciklu, ne, še 8 sem jih imel. Kemoterapija pa je kot znano, da zavira obnavljanje kože, obnavljanje v bistvu celega telesa, ker zavira pač to deljenje celisa. Pač smo pa nekako na to prišli, da je to mogoče tudi lažje. Ne? Da bi se zmanjšamo zelo možnost ponovitve. Za rekonstrukcijo bilo pa, če bi se to pač zgodilo, ne? Da bi se to šli,
bila pa možnost velika, da se to ne bi pozdravilo, da bi to bila rehabilitacija brutalna, da bi v bistvu se lahko tudi ponovilo in pa bi mi pa še više odrezali. Sem šel na to, dajmo zdaj malo riskirati več, pa pol živeti. In to je bila moja najboljša odločitev v življenju. In nikoli nisem gledal nazaj, da bi bilo lahko drugače. In tudi sama amputacija mi je dala veliko več, kot mi je vzela. To je tako, no. Še zdaj gledam, a bi lahko je drugače? Sem rekel, ne, sploh ne, sem čisto zadovoljen zdaj, ker delam lahko praktično vse. Tudi nogomet igram. Nisem ga, do letos ga nisem tako redno igral, zdaj ga vsak teden, vsaj 1 uro s prijatelji. Sem ga probal že vmes, sem zaradi kolena, ker je vse ni tako stabilen kolen bil, ker je slaba noga, leva je slabša od desne. Ne. Zdaj pa, ko vsak teden tudi hodim v fizioterapijo, že skoraj 1 leto, je pa to se ojačalo in sem pa dal to zdaj, pa lagrem v to. Ne. Sem vsem previden, ker že del noge sem zgubil. Ne bi rad še si kaj poškodoval. Ne. Tako da, ja, to je v bistvu ta del. Ne. To je, jaz ki sem imel pač raka na modu in kadar igram nogomet zdaj, veš, koga zadane žoga med noge. In jaz vedno tako, meni je lažje, ker sam toliko boli kot tebe. No, evo, to je pa čisto isto, kot pri meni. Jaz tudi pri fuzbolu, ne, imam muskel fiber, ne. Jaz se vem, ne, sam jaz gledam samo v levo. Mislim, samo desno, ne. Mene tle gležni bolijo vsi. Ja, se mene tudi desen. Levo mene, ne. Najboljše, ki si razgibavamo, ne, pa vrtimo gležne, ne, pa jaz grem desnega vrtim, ne, levega pa sam stojim na mestu. Vsi gledajo, se smejijo. Ker sem pač odprte narave, pa mi je to tako. Pa si zdaj še vedno na golu bolj? Ne, vse delam, driblam karkoli. Okay. Ampak zadnji teden me je malo peta bolela na desni nogi, ne. In sem mogel biti spet na golu. Ampak se tudi vse prešvicaš. Užamem. Jaz se ne znam predstavljati. Mislim, znaš to obesediti, kako torej to zgleda, kako ti zdaj to predribljaš, kako udariš, kako zamenjaš smer, a imaš drugačno protezo? Ja, seveda, to je čisto taka lahka. Ko sem kar poskočen, lahko tudi na mestu skačem. Je v bistvu narejena tako, da je za šport. Ne. Taka kluka je, tako čudno zgleda, ampak meni je taka športna, tako robustna zgleda. Ne. In to je uporabno za vse športe, tudi za pri gasilcih, odvisno za kere zadeve. Ne. In je fajn, ker ne rabim, da čevlja gor, manj teže je, ne. In tudi stabilen sem z njo. Da se lahko tudi gibanja, ne vem, lahko tudi na žogi se obrnem, ne. Se da to levo, desno, tudi ne vem, varanje take, ne, te gibe, to se da narediti, pač za tem. Seveda ni 100%, je pa, ne vem, 97%. Ne. Ker ne moreš, z levo si ne morem toliko ustaviti, lahko si jo ustavim, ampak nekako ne gre, ne morem toliko, nimam nadzora nad gležnjem. Ampak itak sem desničar, tako da leva mi nikoli ni bila, nisem se mogel navaditi. No. Sem zvišal, če rečem še dobro. Ja, sej bi mogoče resno. Tako da ja, je v bistvu se čist normalno. Pariram lahko vsem, ki imajo obe noge, brez problema. Nič bomo poklicali Ronaldota, pa Šeškota, da vidimo. Primerjamo, to moramo, zdaj si dal challenge. Tako da Šeško, če slišiš, če gledaš to slučajno, da pridi v Slovenijo enkrat na challenge s Tomijem, pa da vidimo, kdo bo boljš udaril. Ful, dobro. Če se zdaj spomniš recimo tistega dne operacije, pa zjutraj, ko si se zbudil? Po amputaciji, ne? Ja. To misliš? Ja, to je bilo spet tak dogodek. Ja, jaz sem se to bilo v enem dnevu. To je bilo zjutraj, sem operacija, po operaciji sem se zbudil. Jaz sem se sam rekel pred operacijo, to mi brez noge pošel stav, ne
pa ni čart pol, ne. Sej, itak boš zadet od zdravil pa od vsega, ne. Boš si rekel, ok. Ampak sam ne v paniku, pa veš, da boš, ne. To je to. To sem si rekel. In pa sem rekel, sam kirurgom sem tako namignil. Veste, kjera noga? Vemo, ta, ja, ta. Dobro. In nisi To. prestrašil malo. Ja, takrat sem bil že zelo pod unimi zdravili, ne. So mi že dali v žilo vse te zadeve, da te malo, da nisi tako, ko greš ko si že na tele postline, pa te vozijo in ti dajo že neki, ne, da si ti malo, da si že matast. Pač pol blekneš zadeve, ne. Ampak sej prav, sej to je čisto okej, če ti vprašaš, veste, kjera no? Leva. Nisem pa vprašal, moja ali tvoja leva? To je malo heca, ja. Ampak tak sem, glede tega. Se verjetno ti to tudi pomaga, da greš dalje. Definitivno. Ampak sprej, ko si se zjutraj, mislim, ko si Ja, prišel ne bomo nazaj, ne, skozi malo zaidem. Moja naloga je, da držim smer. Ja, tisti je bilo pa, te odpeljajo, pa se pa zbudiš. Pa že v tistem, ko že recovery roomu, ki se počasi zbujaš. Pa se gledaš. Slovenski izraz za to. Ja, mislim, ne vem, koliko je. Zbujalna soba, mislim, da je. Greš v eno sobo po operaciji in tam si z ostalimi, ki pridejo iz operacijskih sob in ste tam se skupaj in vsi ležite, mislim, ležimo in gledaš malo levo, desno in vidiš, ne. Ampak se tukaj ne zavedaš, ker si še zadet od anestezije. Jaz razmišljam, jaz po operaciji sem se zbudil v sobi, kjer sem bil pred operacijo, zato mi je bilo zanimivo. Ja, ne. To je mogoče odvisno, katero, kakšno operacijo imaš. Ja, možno. Ampak ne, zdaj ta rum te dajo in si pol tam se zbujaš. Okay. Pol te tam ste gospod v redu, te sprašuje. In je tako zanimivo, ne. Takrat te nič ne boli. Ne. Naspan celo. Ja, suno je bilo prav lepo, ti je zadet si tam več. Koliko je, ne, pa te odpelje oni v sobo, na intenzivno, sem bil prvo na intenzivni, ki je pač taka huda operacija, ne. So starši prišli, kmalu zatem me pogledat, par ur sem bil sam, to so mi dali slušalke, pa telefon. To so mi dali, da sem vsaj muziko malo, da sem se, odkrat sem že noise cancelling in sem se lahko piska skozi, ne, da se malo umiriš. No, pa začne popuščati, pa začne boleti kot svinja. To je pa in začne fantomska bolečina, torej kaj je fantomska bolečina? Bolečina tam, kjer nimaš uda, ker možgani še vedno mislijo, da je. In nekaj tam ni in pol zmede in tuk boli, popraskati se ne moreš nič, ker je vse zateklo, vse ono, ne. Pa imaš tam krnu se reče, tam odrezan na koncu odrezanega uda je krn, tam imaš neke cevke noter, dren, da to kriven, da se to celine. To začne pol boleti, pol ti dajo nek gumb, ko pritiskaš, da ti direkt v rano, ne morfi ali kaj, da ti to blaži. Pol pritiskaš, ne moreš skozi, ker ti ne dovoli. To boli, to so neznosne bolečine. In pa pač dobivaš, pa si v bistvu par dni si kar zadet na cele dneve, ker je itak ne moreš sfolgati. Ne gre. No, ampak vseeno tukaj sem si, sem rekel, ker sem pa intenzivne, takrat se nisem nič premikal, ko sem bil v intenzivni. Pa sem pa, ne vem, po 6-7 urah so me pa v sobo odpeljali, ko se je stabiliziralo moje. Takrat sem pa tukaj, da sem se usedel, no, sem se pa, ne vem, to je bila noga, pa sem se pa tako potipal, če je res ni, pa je res ni bilo. No, pa sem rekel, ok, zdaj gre pa zares. Zdaj pa pač ni več. Pa je pa v bistvu 8 nadaljnih mesecev oziroma 7 brez noge. Nisem imel nič, bergle sem imel. Si mogel paziti, da nisi padel na vozičku, si bil totalno nemobilen. Tisto občutek je bil pa pač, je bil že normalen, ker sem vedel, kaj se bo zgodilo, ni tako, kot nekdo, ki v
neki prometni nesreči izgubi nogo. Jaz sem vedel in sem se že vse pripravljal. Prej. En večer prej sem hodil po hodniku gor pa dol, da sem šel le zadnjič hodil svojo nogo. Ti si hodil tudi do operacijske sobe, ne? Kako misliš? Tik preden si imel operacijo, si hodil tada? Ja, tisti dan sem še hodil, ampak so rekli, da pazi, ker je že tako oslabljena kost, da ne bo še kaj zlomil tik pred operacijo, ker pa se je zakomplicirala zadeva totalno. No, ampak vseeno, malo sem hodil, tukaj ni poravnem, da sem še zadnjič hodil. To je bilo. Ja, pa sem pa več nisem mogel z svojo nogo. In sem nekako prišel do proteze, tiste osnovne, trajalo, mislim, da junija sem dobil, julija, naslednje leto. Torej, slabo leto. 10 mesecev. Sem dobro, verjetno, če ti ne imel kemoterapije, istočasno bi to bilo kaj prej, ali vseeno to traja toliko časa? Ja, bi bilo definitivno prej. Ja. Jaz bila že v enem mesecu, bil že na nogah. Ampak kemoterapija toliko zavira celjenje rane, da meni se rana ni zaprla, dokler nisem zaključil s kemoterapijo. Ko se je kemoterapija zaključila, 1 teden, 2 tedna, rana se je začela zapirati, celiti. Vmes smo jo mogli še popravljati, ker se je razprla, ker je enostavno, tudi tako nazorno sem gledal sam sebe. Enkrat sem še celo kirurg prišel in je rekel, joj, to se je nekaj odprlo. Je že v šivanku, dej, boš malo stisnil, ne? Kaj bom stisnil? Ja, tole moram zategniti. Sem rekel, okej, ne. Stisnil, se spomnim, ker sem rekel, bom, ne. Se nisem rekel ne. Ja, sem rekel, dej bom, ne, da se to, da ne bo se kje zaznavno. Ampak ja. Že mene mrazi na hrbtu, razumeš pa... Se to so vse izkušnje pa. Lahko reči, da se te šiva, ne. Mene so, ko sem bil dojenček, skoraj pač nekaj na glavi, to je to. Tako da nimam pojma, kako izgleda šivanje, mislim, zares. Ja, sem jih imel po operaciji, pa koliko se, ne vem, za tale port so me, dvakrat, da so ven not, da so ga not ali pa pol vzeli ven. Za kemoterapijo. Ja, to pol je bila na pljučih prvič, drugič, 3-krat. No je mene 7-8 operacij. Torej, kaj je bilo pa zdaj s pljuči? Kaj se je tukaj dogajalo? To je bilo pa pol po amputaciji. Okay. To so prvo hoteli amputirati, mislim, rešiti nogo. Jaz so bile pa metastaze, 2. Ja. Ampak na takih mestih, da so bile relativno lahko operativne. To je bilo pa tako, poseg hiter. Je pa so šli s takimi palčkami noter, čez mečkano lukenco, laparoskopsko se temu pravi. In so v bistvu video izrezali z video kamero lepo, tako z rovom. To je bilo najhitrejša operacija. Pa tako. Edino pol nisem mogel globoko dihati, ker se ni še zacelilo, pa ne par dni. Tako 1 teden je pa trajala rehabilitacija. Tudi kljub kemoterapiji, ker je bila v bistvu noter zaprta. Okay. To ni bil tak problem. Bila je ta amputacija, ki je bila tak res, pa ne vem, 2 šivo. Tako no. To pač, ti so mi pa celo, niso mi veliko vzeli pljuč ven, mislim, da ne vem, še 1%, ne. Pol naknadno, ko si mi malo čez leta ponavljalo, tako so mi pol še kakšen procentek pa to, no. To se ti še danes ponavljalo, zdaj že koliko časa? 2023 sem je na zadnji. Okay. Ja, se verjetno sklepajo, da se bo še kdaj, ker pač ne more, tak je, ne da tako mora biti, ampak pač take so izkušnje, da se bo, ne. Ampak se, če dalje, kasneje, ne, ponavljajo. Torej, zdaj prvo je bilo po 1 letu se mi je ponovilo, pol drugo se mi je po 2 letih, 2019, mislim, da, pol tretja se mi je 2023, 4 leta, ne. Zdaj naj bi, ali se v čisto stavi, ne, na prvo eksponentno. Eksponentno, ja. Ja. Prvo, da se bo nekako, ali se zdaj čisto stavi, ali pa da se mogoče bo še kdaj ponovilo. Sam, pa so prav take izkušnje, da ne vem, 10 let se ti to ponavlja, tudi to pa. Ok. Tako da, upajmo. No. Navijamo za te. Ja, sej, kakor bom zdaj grozen, ne, ampak kirurg mi je nazadnje rekel, se vi imate še dovolj pljuč, da če se vam še kdaj ponovi. Sem rekel, ja, super. Prav.
Cool. Fajn je, da imamo neke tudi humore v takšnih situacijah. Ne? Pač ne vem, tako nekako se mogoče kakšnim ni to všeč, ampak pa mogoče to ne delajo, ampak pa ne vem, ni vse spet, ne sme biti vse sam depresivno pa ono. A si imel v takratnem času kaj stika še s kom, ki je imel podobno diagnozo? Tisti, ki so bili z mano tam na oddelku, ne, so bili kar ene par vrstnikov, drugače pa načeloma ne. No. Nisem nekako nikjer imel nobenega, ki bi ga lahko vprašal. No. No, okay. Kaj si pa takrat, a so ti takrat tudi ponudili kakšno dodatno pomoč, v smislu psihološko pomoč, kakšen pogovor ali karkoli? Si imel specifično koga na voljo za takšne stvari? Ja, no, na oddelku je bila psihologinja. Jaz sem mislim, enkrat ali dvakrat sem šel k njej. Pa sem, mislim, da me vprašala enkrat celo, kako si spal, ne. Sem rekel, ja, na levo nogo nisem ostal, tako da sem kar super. pa še malo heco, ne. Začeloma niti nisem nikoli rabo, ker sem bil toliko zmotiviran, pa v bistvu je to bila nekako nekot izkušnja, da je to slabo za mene, ampak da sem se s tem nekaj naučil. Jaz sem zmeraj v življenju iščem izkušnje, pa probavam od tistega trenutka naprej sem začel probavati stvari. Ne. To je bilo zame izkušnja neke o zmagi, pač, da sem jaz lahko tle, ker sem. Sej je bilo zelo naporno, ampak pač vse so bili tudi slabi momenti. Ne. Sem bil tiska je bila na polovici, sem še imel polovico pred sabo te kemoterapije. To je bilo najbolj mučno. To je bilo res, slabo te je bilo, sicer bruhov nisem nikoli, ker sem dobro jedel in tudi sem bil pri sebi, ne. To so mi pomagali domačine, da sem lahko dobro jedel v morgini. Da nisem, to, da si ti dobrega uma, pa da imaš neko to motivacijo, pa da si pri sebi, da imaš voljo, ne tukaj motivacijo, ampak da imaš voljo, da to grizeš, ne. To je ful pomembno. Brez tega praktično ti je težko. Je bil kakšen trenutek vmes, ko si pa rekel, ne da se mi več, ne zmorem? Ne, bil je moment točno na polovici, sem si rekel, še točno pol imam, ne. Tisti dan je bil. Takrat sem se tako slabo počutil, bom še mogel, ne. Pa rekel, ja, nič, lej. Si kapamo izbiral. Zdaj pa sem pa vedel, da pač, če si ti premoči, če si ti imaš voljo, ne, rak to čuti, čeprav čudno zaslišanje, ampak rak to čuti. Sem rekel, bori se, da te ne bo slišal. Ne, sej je bilo, tiste 3 dni so bili taki, ne, ampak sem si z glasbo pomagal, z računalniškimi igricami, ne, to pač pa to krizo prebrodiš, pa rečeš, ni več pol leta, zdaj je že manj, ne. Zdaj je okej. Pa me je tudi razveselil to, ker je en cikl je bil tak, da sem tisto, kar mi je bilo najbolj slabo kemoterapijo, so mi jo dali stran, ker je po tistem protokolu več nisem rabil, ampak tega res nisem vedel in to je bilo zame zmaga. In pa je bil tale, kaj je že bil, doksorubicin rdeč. To sem najbolj slabo mi je bilo po tistem. To so mi dali stran in tega nisem rabil. Tako da. Pa ti si imel kemoterapijo potem po amputaciji smel zaradi pljuč naprej ali za vsak slučaj? Zaradi pljuč, ampak to je prav tak protokol Euramos, ki je v bistvu za osteogeni sarkom. Euramos to je evropski protokol za zdravljenje osteogenega sarkoma. Zdaj so pa stopne, kjer gradi, kjer ta stopna, ne, in pa zato je bilo toliko določeno. In zaradi tega varnostnega, ne, da ti še več, ne, dobiš, da ne zdaj nehaš, ko so vse slike super. Je pač postopek tak, da 9 mesecev traja, ne glede na to, da je bilo vse položajšeno. Se pa, ko sem mi že pljuča zacelila, ko je bila že noga, kukrtok, ne, sem jaz že te fizioterapije imel, z nogo, brez noge delovno. Sem se že počasi tako že tudi motivacijo. Vsak dan več motivacije, ki je šlo pol leta mimo. Ne. Vsak dan več motivacije. No, okay.
In kaj te potem čakalo, ko si zaključil s kemoterapijo? Kaj se je pol? Življenje si ni ustavilo, neverjetno si ga mogel nekaj nadaljevati. Takrat se je odprlo življenje, tisto je bilo noro, ker ni bilo več kemoterapije, to je bilo dobro. Nisem se rabo več sekirati, da bom dobil odsevke pa tono. Pa v Polnici biti, se bi skozi piskalo, sploh težko zaspiš. Grozno je tam domača posla. No, sem je pa v 2 tednih se mi zacelilo in noge se mi je zacelila, lasi so mi začeli rasti, sicer mi niso, malo pleše že dobivam, zaradi tega, ker mi niso nazaj zrasli taki, kot so bili prej. Ampak saj začeli so, saj puhek je odgnal, tak prav, ko bi rekli, tak čist, niso ta pravi lasi, ampak so puhek. To so ono, ko moja sestra mera. No, klije, kada klije neki, pa se pa šele ojače. To pa, ja, 2 tedna po zadnji kemoterapiji sem pa lahko tudi že začel jesti suho hrano, ker mi je apetit se vrnil. V bistvu pa zakon. Pa se pa začela rehabilitacija, uri Soča. So me sprejeli, mislim, da ko je bila zaceljena čist noga, takoj, kakšen teden potem, ko se je vse zacelilo. In sem šel tam za 1 mesec, so mi dali neko osnovno leseno protezo, tudi da sem lahko na noge postavil. Da sem lahko tiste bergle, vse sem jih še imel, ker nisem še tako mogel hoditi brez bergle. Ampak, ker me je bolelo, ampak vsaj sem lahko na nogah. Vsaj sem bil bolj varno in stabilno. Manj sem rabo vozička pa tega. No, pa se pa pač vse, iz dneva dan je bolj boljše in pa sem že, mislim, da septembra 2018, sem pa 1. septembra se mi zdi, da sem čist hodil brez bergel. Ti si bilo pa pol. Ok, zdaj smo pa tle. Zdaj pa sem še nadgrajujem. Kako si pa šolo potem nadaljeval? Šolo v bistvu sem delal tudi že 2 izpita, torej 2 predmeta sem naredil že v Bolnici. Torej sem v 2 letih delal 4. letnik. Torej naredil sem tistega popravca, ki sem ga imel, pa angleščino pa fiziko. To sem si dal, da bom naredil tudi med zdravljenjem. Nekateri so tudi vse naredili, ampak nisem bil pristaš tega, zaradi tega, ker ko si ti bolan, se moraš posvetiti zdravljenju. Ker ravno za tega, da moraš svojo energijo dati v zdravljenje. Nekaj tukaj, da nisem čist padel iz tega, sem naredil, tista 2 izpita v 1 letu, to je bilo kar to, da sem nekaj delal. To je bilo super. To sem naredil, pa sem pa v bistvu se vrnil. 1. septembra sem se vrnil v šolo, v srednjo. Mislim, v 4. letnik. Ga pa pač naredil. Čist, sicer z drugimi sošolci, ker je bil 4. letnik 2 leti. Ampak ja, pa je bilo čisto ok, nič kaj takega. Tudi sošolci so mi dosti pomagali. Ni bilo nobenih slabih izkušenj iz šole. To je bilo pol uredno. Kako si bil ti drugačen, ko si prišel nazaj v šolo proti temu, ko si bil še pred tem? In še dobro, da sem imel druge sošolce, ker me ne bi prepoznali. Ti si se v tej izkušnji vmes že spremenil, ko si rekel, da si bil pred tem tih zasebem pa to, ne? Pa se nič čisto tako, ampak pa sem rekel, si pa treba živeti, pa je pa treba probavati stvari, ne. Si šel na maturanca pol? Ne, jaz sem takrat sem ga falil, ne. Tako nisem bil nikoli na maturancu. Rečem, še iti? Ne. In pa sem zmeraj rekel, ne, jaz sem bil ta priden, jaz nisem šel na maturanca. Zakaj pa ne? Bolenci sem bil. Kako je bilo? In poveš, da je bilo lihto takrat. Kada nisem, ja. Mogoče mi je bilo malo žal takrat. Vsi sošolci so šli na maturanca, sem mogel biti med 4 stenami. Zdaj, z drugačno nogo bi bil zdaj tako, center pozornosti, ne? Ja. Takrat, če bi šel 2. leto, recimo. No, vse smo nadoknadili pol vse. Fakultete pa to. Ja, to je. Ok. Kako si pa ti, zdaj vem, da si full aktiven tudi pri gasilcih? Ja, to je bilo pa pol. To se je pol začelo, ali si to že prej? Ne, jaz sem že prej. Okay. To je bilo lih takrat, 2. letnik, 16 sem bil star. Sem naredil, takrat sem se sploh upisal gasilcem. Smo tam fuzbol igrali, spet je bil fuzbol. Pa mi je kolega rekel,
da je pa priti k nam gasilcem, ker so nekaj imeli vajene. Z tem, ko smo igrali fuzbol. Pa sem rekel, jaz bi ful rad, sem nikoli me noben ni novačil. Pa sem rekel, da jaz bi drugače ful rad, In smo mi pisali. In takoj sem šel na ta tečaj za operativnega gasilca. Sem ga naredil takrat, pri 16. Sam 2 leti sem mogel počakati, ker pač sem bil premlad za intervencije, 16, može biti 18. No in pa takrat sem pa še dodatno zljubil gasilstvo. In se je pa tam začelo, ta moja zgodba, torej za 10 let, kar sem stopil v gasilce. Pol je pa pač ta zgodba prišla, z tem. Eno leto je minilo, da sem zdaj pa lahko na intervenciji hodil, 18, pa sem imel pa noga, jaz sem imel nogo. Si imel eno daljšo intervencijo. Ja, mislim, me noga bolila, ok, sej čez pol leta pa bo, ker se to pozdravim, pa lahko. Sem že pager svoj dubo, to vse. Pa pač to, sploh ne, pa sem pa zgubil nogo. Se pa rečeš, zdaj pa je moja zgodba zaključena do te mere, da pač operativno ne bom mogel. Ni, in je pač to mi je bilo kar tako žal. Sem rekel, ok, vse lahko pa drugače pomaga. Se pač vsake toliko sem še vedno hodil na te operativne vaje, pa to. 2 leti sem se umaknil, pač, ker vseeno tukaj nisem bil pri sebi, da bi lahko karkoli. Pa sem se pa vrnil v bistvu 2022 ali pa 2021, po koroni. Sem pa rekel, sem pa tukaj pri sebi že, tukaj sem lahko že tekel, že vse, da pač sem lahko bil tudi kakšno obšolsko dejavnost. In pa sem pa začel na te tekmovanja hoditi gasilska z motorko, na te relije gasilske, pa sem pa moja tale volja je šla gor. Pa tudi sam sem bil pri sebi. Vmes sem še treniral sedečo odbojko. V bistvu sedeča odbojka me je nekako postavila tako na noge, fizično. Ker sem se shujšal, mišice sem dobil nazaj, ker nisem rabil noge uporabljati in si na tleh in je to super. Pa v bistvu se nekako to se umaknilo, pa se v bistvu zdaj po svetu gasilstvu pa o zaveščanju o raku. Okay. Omenil si zdaj sedeča odbojko, se pravi, da ne malo še to poveh ta del sebe. To je bilo v bistvu takoj po september sem me pa, mislim, da na Soči so me znovačili noter. Okay. Pridi na trening. To je, sem rekel, super, kaj pa je to sedeča odbojka. Pa jaz odbojke nikoli špilil nisem. Jaz ne znam odbiti žoge. So rekli, sej te bomo navadili. Sem rekel, ok. In res, so me. Po 2 tednih treniranja sem šel že na neko prvenstvo consko v Franciji. Wow. Sicer kot rezerva, ampak sem, da sem videl to. Ali 3 tedne, nekaj takega. No in pol je bilo to, pa se to začelo treniranje in je ful fajno. Pa med korona se je malo to uplahla ta zadeva, ker pač ni bilo niti treningov, niti vsega. Pa nekako nisem več prišli v ta zon, ko bi temu rekli, da bi to. Sem treniral, ampak se nekako oddaljevalo to. Sem pa druge prioritete, ko je inštitut, Zlata pentljica, pa gasilci. Tam sem pol pri gasilcih, da se še vrnem na to gasilsko zgodbo, so me v društvu se lih menjavala generacija in so nekako prišli na idejo, da bi jaz postal predsednik društva. V bistvu iz nič izkušenj. Je pa res, da sem imel voljo pa neko vizijo sem imel pa, ker ne moreš kar iz nič imeti vizijo, ampak saj imel sem voljo pa neko to predanost gasilstva. Da sem pol dejansko so me izvolili kot predsednika. 24 let sem bil star. Praktično, ker to si pol ti odgovorno za neko pravno osebo. To je neki ključen del. Odgovarjaš si za finance, odgovarjaš svojim lastnim premoženjem. Vse odgovarjaš tako. Ampak se je mogoče izkazalo, da mi to tudi ustreza. In mislim, zdaj sem že 2 leti pa pol v svojem mandatu.
To je skoraj 3. Razmišljaš kandidirati spet, ko bodo volitve? Ne vem, bomo videli, če bomo hoteli. Bomo videli na koncu mandata, če sem uspešno. Smo pa veliko že naredili zadevo. Vidim, da ti deluješ po principu, nekdo ti reče nekaj, da pridi ali pa ponudi priložnosti, ti greš. Zaradi tega, ker si želim veliko izkušenj, pa veliko novih stvari probati. Tudi če mogoče nisem v danem trenutku ravno, ko bi temu rekli, sam si ne mislim, da sem sposoben. Ampak se hitro naučiš, veliko izkušenj hitro pridobiš, se s pomoč sem imel. In zdaj sem se tukaj peljal, da zdaj že lahko nadgrajujem v bistvu kaj tisto osnovno vodenje, pa pol naprej kaj nadgrajujem društvo. Ker to meni je optimizacija, je to prav uživam v tem. Tako ne. Omenil si pa že zlato pentljico. Ja, to pa No, kaj pa to zdaj pove? V bistvu inštitut Zlata pentljica, otroci z rakom. To je v bistvu inštitucija, s katero ozaveščamo o raku pri otrocih in mladostnikih in jih podpiramo z Katrinim skladom. To je Katrin štipendijski sklad, imenovan po Pahorjevi Katrci, ki je takrat bil del tistega denarja namenjen nam in temu Katrinemu skladu, ki smo potem ustanovili. To je v bistvu ustanoven inštitut leta 2022, zdaj smo 3 leta delujemo. In jaz sem že praktično od samega začetka tam. Še ko so ustanovitelji Valerij pa Ivo Čarman to ustanovila. Jaz sem tudi že prej smo bili nekako se povezali z ostalimi mojimi sovrstniki, ki smo preboleli raka in so takrat še kakšnega novega dobili. Nekako se je to porodila pol ideja, da bi lahko to pa neko društvo ali pa nek zavod. Pa se zaradi organizacijskih zadev se je odločilo, da se zavod ustanovi, neprofitni. No in lani sem pol jaz to prevzel vodenje kot direktor. In zdaj v bistvu delamo s polno paro, pomagamo otrokom z štipendijami, z raznimi fizioterapijami, psihoterapijami, kar je pač. Tako da, pa tudi ne samo s tem, tudi to, da se lahko pogovarjamo, da delimo izkušnje, ozaveščamo tudi plakate. Imamo v septembru nekje naš mesec, razne dogodke organiziramo, tako da nekako vidijo tudi otroci, da pač smo tukaj z njimi. Poleg, nismo edino društvo, so še druge ustanove za pomoč. Ampak mi na tak način, mi imamo štipendije, to je naše glavno. Vsak otrok, ne glede na socialni status, ker nismo humanitarna organizacija, smo neprofitna, vsakemu, ki zboli za rakom, ali pa je že prebolel do nekega leta, pol lahko dobi štipendijo. Do katerega leta? Mislim, kje se tukaj od do? Mislim, da imamo do konca rednega šolanja. Kako je? Ne vem, čeprav sem direktor, ne vem, če so te starosti, ko imamo. Če je redno šolanje, to vseeno ajde od do lahko, ne? Na koncu. Ja, sej. V bistvu do konca rednega šolanja, dokler je pač status. Od kje se pa financirate dejansko? Od kje pridete? Donacije, to. Donacije od posameznikov, podjetij, ja. Okay. Kar je. Razpisi torej kaj? Zaenkrat še ne, ker nismo ustanova v javnem interesu. Imamo pa namen to spremeniti. Zdaj pospešeno trudimo, da bi dobili ta status, pa bo mogoče malo lažje. Saj pridobili za delovanje, take zadeve. Okay, se pravi, cilj je kaj podpreti te otroke, ki doživijo to bolezen, da grejo lažje da lahko nekakšno štipendijo dobijo, ker najhujši problem raka je, oziroma so posledice. Posledice, ki niso pri vseh vidne, pri meni so, recimo, nimam noge, vsak vidi. Sploh jaz, ki imam kdaj hlačenco gor, ali pa nosim tako nogo, ki ne more iti hlačenca dol do konca, ali pa ki poleti po plaži hodim, pač tak, ki sem, se vidi točno. Nekateri pa to pač
imajo kakšne, ne vem, terapije, razne drugačne psihološke težave, karkoli. No. Kar je s tem, ali pa tudi se uporabijo za, ne vem, za financiranje izpita, ne. Vozniškega, karkoli lahko. In to je v bistvu nek cilj, da imajo neko podporo, da smo tukaj za njih. No. V bistvu, da ne, ker takrat, ko sem jaz to, ni bilo tega. Ne. Mislim, saj nisem vedel, da je za to. To obstaja, karkoli. Kako pa vas ljudje najdejo, kako pridejo do vas, priporočilo iz onkologije? Ali kako mislim, mi smo v bistvu, velikokrat nas vidijo po televiziji, Okay. na takih podcastih. Okay. Ne, drugače pa smo pa zmeraj dosegljivi na Facebooku, Instagramu, spletna stran. Tako no. Se trudimo čim več, da bi tudi prišli direkt, a ne. Da bi kakšne, to je zdaj cilj, da kakšne zloženke naredimo, pa to jih že imamo, no, ampak da bi že ob začetku zdravljenja lahko zdravniki tole priporočili nas in bi to hitreje pol. Da ne rabiš od drugih ljudi izvedeti, da bi to bilo že nekako avtomatizem. To je še neka taka, tu še imamo prostora za izboljšave. No. To se, kako razumem, se na to neko mlad zavod, to še ni. Ja. Mislim, ne govorimo o 10 letih, ampak govorimo o... Ne, 3 leta, ampak smo pa že kar. Tudi dobili smo takrat od bivšega predsednika Pahorja, smo dobili zlato jabolko navdiha, v bistvu, da smo se nekako združili pa šli v to. Tako da to je naša neka, že takrat motivacija bila za naprej. Zdaj pa v bistvu delamo, organiziramo dogodke, tudi kjer se družijo sami pač otroci, starši in si izmenjujejo izkušnje, ne vem, razne zadeve. Tako, take. Pa pomagate predvsem fokus na otroka ali tudi fokus na starše? Mi smo fokus na otroka. Torej, mi smo, ker sem tudi sam, ne, jaz sem direktor, tudi vsi v našem ožji ekipi smo praktično vsi za izkušnjo, ne. Mladostniki in v bistvu je to tudi cilj, da najbolj znamo, mi si znamo najbolj pomagati med sabo, ker nekako smo sami to že doživeli in vemo, kaj nekako rabijo ostali tudi, ko pridejo. Ker nas v bistvu lahko smerem pokličejo karkoli pa pol, ne vem, nekdo začenja s tako izkušnjo, ga mi z nekom povežemo, ki že imel podobno izkušnjo, lahko tudi take zadeve. Ne. Vse v bistvu. Največje pa je pomoč, da pomagamo in da si svetujemo, da izmenjujemo izkušnje, ker to je najbolj pomembno. To je v bistvu en tak izkušnja od nekoga, ti lahko veliko lajše. Na kakšen način pa se te dotaknejo zgodbe teh bolnikov, ko pridejo mladi, ker zelo tako kar drzno delati z mlajšimi, z otroci, predvsem ne, dosti krat boleče stvari. Kako ti to doživljaš, ko delaš z njimi? Mogoče je edino s tem lažje, da nekako razumeš, ker si pač doživel že to. Ne? In veš, kako je to, pač sam jih lahko razumeš. To je pa dosti težko, ker veš, da so tudi 2 leti stari, leto stari, tudi rodijo se že. To je grozen pač. Ser s takimi dojenčki pa to nismo, ker vsem nekako, da se mi z otroci, da se povežemo direktno. Ne. Ampak ja, se tudi slišim dosti zgodb, ki je grozen. Ni lepo slišati, da nekdo se že rodi z rakom. To je taka slaba stvar. Najrajši ne bi bilo tega. Ne? Želel bi, da ne bi bilo tega. Ampak enostavno ni rak ne izbira. Ja, pa danes, ko hodiš na redne preglede, greš tako s strahom, kdaj greš z zanimanjem? Kaj bo danes? Ne, strahom. To je pa zmeraj strahom. Lih včeraj sem imel CT pljuč, radi sem imel glih na pljuče ponavljane, ampak sem danes dobil, nazvem, ti dobiš obvestilo, to mi jakša nov izvid.
In je bil na srečo vse ok, je bilo to, ampak tisti, ki odpiraš, si kar treseš z roko, no, kaj bo zdaj, pogledaš. Ok. Verjetno, če bi bilo kaj narobe, bi bil klic, ne bi bil sam zver. Ne, zdaj dobiš nazvem, prebereš si lahko. Ne. Ampak ta skanxiety, ki pravijo Američani, angliškem, ne, tako skanxiety. Scan, ne, scan anxiety, okay. Pregled oziroma skanxiety, ko bi temu rekel. Anksioznost pred skeni, pred pred slikanjem, ne. Aha, okay. Slikovna anksioznost. Ampak skanxiety je tak lep izraz v angleščini in to se tudi uporabljajo, ta strah pred pregledom. Največkrat je CT ali pa kaj takega. In to je bilo sem bil 3 dni pred tem, sem bil tak čutilo, da nisem še imaš tisti strah. No. Pa dokler ne dobiš izvida, težko dihaš. Ne vem, ker tu sem isto, včeraj sem težko dihal. Take anxiety dobiš. Kaj pa, ko si vmes vseeno dobil 2-krat ta izvid, da pa spet je neki? Prvič je bilo spet grozno, ne? A drugič je bilo pa že spet. Pravno, spet, točno veš, kakšen je postopek, operacija, ampak takrat ni pol kemoterapije. Samo operacija in to je to. Pa drugič, ko je bilo 2023, sem že čez 2 tedna sem že tekel. Tako da sem bil že športno aktiven. Je pol malo lažje, no. Ker točno veš, kaj pričakovati, pa... Kako pa, vseeno bi se dotaknil še zdaj tvojega love life-a, torej ljubezenskega življenja, predvsem to, kako si potem se počutil v interakciji z ženskami, pa datingom? Pa niti ni bilo tak problem. Ne? No, pač sem rekel, če bo me sprejela takšnega, kot sem, probaš, da nimaš kaj, ne. Pa sem, no. Ena se je ujela, ne, na trg. Moja Lara. Lara. Upam, da to sprejme pozitivno, da se je ujela. Ja, sprejme. Si jo zmanipuliral, se je slišala. Ne, ona me je sprejela. Takšnega, kot sem, to mi je najbolj pomembno bilo. Ste se poznali že odprej? Ne. Je to novo poznanstvo? Vse to je bilo najboljše. Potem, ko nisem bil čnogec poznala. Ni ve, kaj zamuja, torej. Ja, v bistvu to, ne. Ne vem, nikoli me niti ni gledala s takim, da pač, ok, nima noge, pa kaj ne si. V bistvu lahko se delam, no. Tako da ni neke omitve. Pač ja, imaš pa partnerji, ki nima noge. Sej še vedno se kdaj pohecam, ne, recimo, čeprav lahko se delam, ne, pa to, ampak daj pa rečem, kdaj se mi pa kaj ne da, ne, pa rečem, daj 5 ti to iskati. Ne dam, daj no, jaz nimam noge. Daj no. Tako gleda, sem se rekel, tako umaknem. Tako je malo hecam kdaj. Pa ona mene nazaj. To je še dober izgovor, ki ga pomen ti ne mora premagati zares. Skoraj, ne? Mislim, okay, če prije Darko tukaj, pa reče, jaz pa 2 nimam. Ne? Ja, pa še ene roke, ne? 3 hudo. Ne? On je še bolj. Pa sem še Nik Vujčič, lahko pride kot ekstrem vsega skupaj. Darko je pa res robot. Ja? On pa je robot. Ste se spoznali že drugače? Ja, se poznala. Ja, ok. Wow. Humorist. Ok. Je še kaj tašnega, ker bi rekel, da sem te pozabil mogoče vprašati, pa bi se ti zelo pomembno, da podeliš vse te izkušnje. Mislim, ja, lahko, kaj pa vem, veliko so se... Mogoče, ja, nismo se toliko pri gasilcih obrnili na to temo, da sem tudi operativni gasilec zdaj, ne? Ja, vada, sem imel v glavi vprašanje, več nisem si zapisal. Ja. Spravi, dejansko greš zdaj na teren. Ja, polnopravno zdravniški pregled sem naredil, sicer z mukami, me je sprejel, ki me ni gledal to, da nimam noge, ampak pač, da sem človek in da lahko delam vse, ne? Da lahko tudi tečem. Takrat sem bil v največji formi in sem pač povedal, to pa to je. Ne? In sem jaz
pač sicer ne za najzahtevnejše dela, torej nimam še pregleda narejenega, oziroma ga tudi ne moš delati, ker je brez veze, za požare notranje, ne, torej da si daš dihalc gor, pa da greš notranje. To itak so ostali v društvu, ki imajo obe noge, pa so sposobni pejte noter. Ne. Jaz sem zdaj... Sem tisto kar težko prema, ne? Ja, tisto je 30 kil, po moje nekaj takega okolno. 25-30. Odvisno od kakšna jeklenka je kompozitna jeklenka. Ampak ja, tudi se ga kdaj oblečem na vajah, pa hodim, pa se plazim, ne, se dane, tudi brez problema, tudi lahko to delam. Ampak zakaj bi ne? Glavnem na intervencije pa hodim, tako da, ko je pozivnik, ne oklevam, se spustim, črta v avto in gremo, ne, pomagati, to je to. Voziš avtomatika, imaš kaj prilagojen avto? Ne, normalno avto. Itak avtomatik je, da vozim z desno nogo. Zdaj moj cilj, srednjeročni, da bi naredil tudi za ročni menjalnik, kar ga lahko. Sem pač ta sklopka, tu se moram navaditi. To je v bistvu še taka zadeva, ki... Ti dejansko imaš prav izpit, ki je samo za avtomatika? Ja. Se to za nekaj zdaj slišal celo, da je to nekaj novega? V bistvu, takrat sem lih nogo dobil, pa nisem še, ne, ampak sem šel direkt na avtomatiko, da sem čim prej, da sem bil lahko mobilen tudi tako. Traktor pa to pa dobiš s tistim izpitom? Ne, traktor pa še nimam. Sicer sem rekel, Lari sem rekel, mesec nazaj, bi šel izpit za traktor delati. Pa rekel, pa mi spoh traktorja nimamo, kaj ga boš ti delal? Sem rekel, pa tako bi ga imel. Nikoli ne veš, da ga boš imel, ne? Ja, zdaj delam izpit za čovn. To je fajn, ampak tam ne rabiš ni stopalk. Imaš vse na ročkah, ne? Ti imaš drugače poleti kakšno recimo težava po zimi, da se ti proteza pregreje ali pa ohladi v smislu, da začneš čutiti? Poleti čutim z vodo noter, ampak ni toliko problem. Jaz nimam toliko, imajo pa kakšni moji kolegi, ki... Ja, to mi Darko razlaga. Ja, imajo pa probleme, ja. Jaz nimam načeloma tega problema. Jaz sem zelo malo švica noge mislim, na tem, ne. Tako gor, vse tukaj švicam. Veš, tu vse, kar ne gre v nogo, gre čez tlele ven. In pa to, kar gorim. Ne. Tako je. A po tolikih letih imaš še kdaj ta fantomski občutek, da bi imel nogo ali kaj takšnega, to zgine? Vsake tok me tako zašpika, da ker moraš malo stisniti, pa malo udarjati z nogo dol, da se malo stresejo živci noter. Ampak to je, ne vem, enkrat na 2-3 mesece. A pa če naredim kakšen tak gib, da zakrči, ne. To je v bistvu edin taka zadeva, da je mogoče problem. Drugače pa ne, načeloma ni. Mislim, gre na čez. Zdaj, ko hodiš okoli, se pravi, rekel, da tudi predavaš o tej tematiki, ne? Bolj predavam, temu rekli... Osveščaš. Ozaveščane. Okay, kaj je tisti eno sporočilo glavno, ki ga ponovadi želiš predati, da bi ga res ljudje razumeli? Sporočilo je po mojem najboljše tako, da recimo ljudje smo navzven videti, kakršni smo videti, ne? Ampak ne smeš nobenega podcenjevati. To je. Pa recimo tudi brez noge. Ne? To je v bistvu največje o tem, kaj se da delati brez noge. To največ ozaveščam o tem. Pa o raku. Ne? In pač mene so tudi kdaj me kakšen podcenjuje. Ne? Sam dej poglej, kaj delaš, kaj lahko dela. Ne? Pa pol se v bistvu z njim ukvarja. Ne takoj, da tu ko še jaz se ne more. Ker kaj pa še lahko. To je tak. Pa še sporočilo po mojem to, da nikoli ne obupati, tudi ko je najhujše. To je zdaj tako ful, tak patetično, ali pa karkoli bi zdaj rekel. Ampak dejansko, če se malo greš čez tisto najhujše, ne? Sam bodi v mislih, imej voljo, ne, sej to pa res ne bo šlo. Ne. Kaj pa če bo? Nikoli ne veš.
Daj probaj, pa grizi. Ne? Tudi jaz nisem tak, da hitro upam, ampak ful se nisem skoncentriran, ne morem fokus držati. Tudi, ko telovadim 2 tedna lahko vsak dan, pa se mi ne da več. Ampak vseeno, to je pa life or death. To pa pač, če ne zdaj, kdaj pa. Samo to. To je v bistvu najbolj pomembno, da ne izgubiš volje, ko je najtežje. Ful mi je dobro, ko si obrnil v bistvu to, kaj pa če ne uspe, kaj pa če uspe. Ja, to je bila ta zgodba. Pač. To sem si takrat rekel. Pa dej, mislim, malo se moraš postaviti en korak nazaj, pa dej step by step. Korak po korak. To je po moje še vedno najboljše. Ko je najhujše, korak po korak. Pa dej en dan. Se ne veš, najhujše pa overthinkati vse. Se pravi, da imaš ti nek plan, da imaš ti nek cilj. Sam ne kaj pa, ko bo tisto, kaj pa, če bo to, kaj pa, če bo ja, ne veš, kaj pa, če bo čisto nekaj drugega. Ne vem, to sem si jaz rekel, jaz sem rekel takrat, ko sem zgubil nogo, jaz sem rekel, jaz bom fuzbol špilil in to me ne bo noben ostal. Sem rekel, le nekako bom. Ne bom pa z eno nogo, pa z berglo, tako ko se igra lahko, bom pa tako. Pa sem. Kdaj z nami igrate v ponedeljkih? Ponedeljek imam še frej. Ja, nam fulkrat zmanjka kakšen igralec, tako da ponedeljek 18:30 Ljubljana. Kje je Ljubljana? Ne bom zdaj specifičen tukaj na podcastu, da ne bodo vsi prišli. Mislim, dobrodošel še kdo, če želi, dajte komentirati, da bi želeli, ker tu pa tam nekdo res zmanjka, ne, ampak dobrodošel, po mojem bi marsikoga presenetili s tem. Ja, se verjetno bi. Ker imamo tako, jaz bom rekel, naša ekipa, glede na to, amaterski vsi, kar dober nivo igre. Mislim, jaz nisem bil navajen na takšen nivo, pa neki je celo takšni, ki igrajo rečemo, par turnirjev na leto. Tako da bo kar zabavno. Sicer zdaj nimam še tu kondicije, ko grejo. Jaz tudi ne. Ampak zmorem. 1 uro, komaj zdržim, ker fuzbol je čist drugač, kot odbojka, kot ping-pong, kot badminton, vse sem že probal, ampak fuzbol je v 1 uri, če ga res intenzivno igraš, je najhujše. Yeah. To so šprinti, kratki, hitri gibi, to se moraš obračati, sklečati, mislim, čist drugač. Proste vidim, ko nimam kondicije. 1 uro odbojke ni problem. Čakaš na žogo, da pride, malo se kakšen hiter gib narediš, ne? Če je rekreativno. Tu pa skozi, tu pa žoga leti. Pa fališ, pa moraš po žogu iti. Tako, no. Mi gremo drugače uro po vol, tako da. No. Ampak ja, če boš prišel, boš kakšen menjava, torej na voljo. Imaš ti zdaj kakšen cilj osebni, naslednji sprej? Takrat je bil tvoj cilj igrati nogomet, je zdaj še kakšen cilj za naprej? Cilj, v bistvu take glavni cilji, ko so, da diplomo dokončam. To je tak zelo primeren cilj. Pa ne, da se v bistvu izpopolnim v tem, kar delam zdaj. To je tak, pa seveda, nekoč družina. To je v bistvu zdaj prioriteta, no? Ko bo plan, zdaj imam plan, ko bo pa ta plan. Se tako veš, ustvari družino, ne? Zdaj, glede na to, da že obstaja. Ja. Drugače jo mava, ne? Ja. Da ne bom zdaj pozabil omeniti. Ne? Moram omeniti, če moja 2 mačka, Charlie in Ruby, ona 2 sta zdaj najno otrok. Jo pozdravljamo na kamerci. Pozdravljamo. Zdaj se zihli že ta, pa nekaj umiva. No, ampak hoče reči, da ta drugi del, te človeške družine je pa dejansko 100% v tvoji domeni trenutno. Ti lahko 100% samostojno vplivaš na to, da se to zgodi. Tako. Ne rabiš privolitve. Ne. Tako da, ampak je boljše dobiti, absolutno. Ja, definitivno. Imaš mogoče pred koncem še kakšno knjigo, ki bi jo priporočil naši publiki, ki je tebi recimo ful dala v življenju? Malo bom razočaral svoj publiku, ker tukaj ne berem. Ok, noben problem. Jaz lahko tudi otok zakladal, ki takšne, veš, mislim. Veš, da tebi pomenila ki? Ne, po moje, bolj sem bil zmeraj, tudi veliko sem serij gledal, ne, v Bolanci.
Serije so mi, ampak zmeraj so humoristične, nikoli drame. Ker takrat sem rabil smeh, ne pa drame, ne? Že tako sem imel dosti. Da so, to je bilo, ne vem, kaj pa vem. Pa eno serijo si. Serijo Big Bang Theory, to je Big tak, Bang. to je, meni se zdi, da najboljša serija ever. Je lahko 10-krat pregledaš, to je tak, se mi zdi. Je med boljšimi, definitivno. Meni je The Office mogoče boljša. Tudi, Je ful dobro. tako no. Če kdo želi pomagati Zlati pentljici in otrokom, gremo na spletno stran. Spletno stran, vse se zve tam. Super. Bomo prilepili še tukaj spodaj link, tako da mi boš poslal informacije. Sploh pa zdaj, ker moramo nafilati Katrin sklad, ker je toliko otrok se prijavi in je tudi toliko denarja treba dati. No. Je res pomembno. Ker sami smo odvisni od donacije. Čisto vsak, ki se prijavi, dobi slebre? Tako je, pač mi damo razpis, koliko je denarja. Aha, okay, tako. Pa imamo pravilnik in potem pravilniku se gleda v bistvu. No, cool. Jaz bi se ti na tej točki zahvalil za tvoj čas in hvala, da si tako odprto delil svojo zgodbo z nami. Mislim, da kar ena najbolj odprtih pogovorov do zdaj. No, me veseli. Tudi prvi tak fancy podcast. Po mojem boš zdaj dobil še kakšno vabilo. Res, še enkrat hvala ti in upam, da boš čim več otrokom polepšal svet zaradi te tvoje aktivnosti. Sam ne bom, naš inštitut, naša ekipa. Lepo. Nisem sam. Okay, pa upam, da boš vsaj enim otrokom nekoč ali večjim otrokom polepšal življenje. Hvala ti res. Hvala. Pa hvala tudi tebi, ki si bil ali pa bila z nami skozi to epizodo. Če pa znaš koga, ki se mogoče ta trenutek bori s podobno boleznijo, z rakom ali pa tudi s kakšno drugo boleznijo, dajmo podeliti to epizodo, ker to je namen, da podelimo izkušnje ljudi, ki so dali to skozi, ki so preživeli, da dobijo mogoče še tisti kanček upanja, ki ga rabijo, zato da naredijo tisti naslednji korak v svojem življenju. Hvala ti.